Diagnoza Parkinsonova bolezen prinaša v življenje precejšnje spremembe, ne le obolelemu, tudi njegovim najbližjim. In vi ste s tem seznanjeni že kar nekaj časa, tako rekoč iz prve roke. Nam lahko zaupate, kako to vpliva na življenje celotne družine, kako je človek lahko kos tovrstnim težavam in izzivom? Ja, družina je prva, ki se tudi seznani s to boleznijo oziroma z diagnozo. In na začetku niti ne dojemaš teh stvari, niti ni znano. Z izkušenj se pa to spoznamo, bolezen, kakšne so težave s to boleznijo. Moja družina oziroma hčera pa jaz sva že od hčera ne pozna očeta drugačnega kakor bolanga, ampak v začetku še kar nekako šlo. Midva se pa poznava, zdaj bo 39 let, ker sva poročena, in že od prvega dne sva začela hoditi. Je povedal, da ima težave z zdravjem, nisva pa še vedela, da je to v ozadju gospod Parkinson. Tako da v samem začetku niti ni bilo tako hudo. Z leti bolezen napreduje, ampak že od samega začetka s to boleznijo nekako živimo, jo spremljamo. Se ji probamo ogniti oziroma skriti, ampak to ne gre. In bolezen prinaša veliko minusov, pa tudi ogromno plusov. Skozi to bolezen, ki smo se borili z njo, pa še se borimo, pa upam, da se bomo še dolgo, smo spoznali tudi veliko prijateljev, sorodnikov, prijateljev, ki imajo tudi iste težave. In zelo rada z možem deliva ali pa pomagava na začetku obolelim ali pa obolelim, s kakšnimi težavami se tudi sami borijo, ker ogromno pove oziroma pomaga samim bolnikom, pa tudi skrbnikom, predvsem skrbnikom, ker skrbniki so tisti, ki vso zadevo osebo in bolnika oziroma Parkinsona vodijo skozi te težave, in da si dajemo izkušnje, da si pomagamo z besedami, z raznimi fintami, po domače povedano, ker tudi to velikokrat pomaga, da se nekako iz tiste najhujše krize spravimo ven. In v veliko pomoč je pravzaprav tudi druženje v sklopu društva Trepetlika, kajne, kjer je po eni strani na voljo tako strokovna podpora, tako celovite informacije, kot seveda tudi pomoč in podpora ljudi s podobnimi izkušnjami. To seveda, ker zdravniki, brez zdravnikov to ne gre. Ampak zdravniki in s sestrami, ki so vsi srčni in dobri, gremo z roko v roki. En drugemu dajemo izkušnje, nasvete, poleg zdravil je to ogromen tudi to pomeni, da si lahko s tem pomagamo. Glede na to, da so vaše izkušnje, čeprav posredne, s Parkinsonovo boleznijo že dolgotrajne, bi vas vendarle vprašala, kako pa ocenjujete, kakšne so pri nas možnosti zdravljenja in seveda tudi rehabilitacije, nevrorehabilitacije. Kako zadovoljen je vaš soprog s temi možnostmi, oziroma kaj bi si tudi vi kot njegova spremljevalka, kot njegova najbližja oseba želeli, da bi se še izboljšalo, da bi se dosegel še kakšen dodaten napredek in posledično izboljšala kakovost življenja, ne le obolelega, ampak vas vseh? Ja, v Sloveniji se bolniki nimajo kaj pritoževati, ker tako dobro oskrbo, ki imamo v Sloveniji, od zdravil, nadaljnjih zdravljenj, ki so tudi druge stvari še obstajajo, smo lahko samo hvaležni, da imamo tako dobro napredovano medicino, oskrbo, osebe, ki se s tem dajo, ki se res borijo. Je pa tako, nekdo se bo že našel, da ni zadovoljen s tem, ampak ta Parkinson ima veliko obrazov, veliko oblik parkinsonizma je in vsakemu ne morejo tiste zdravila napisati, ki bi njemu koristile. Res je treba malo potrpljenja, prilagoditi se raznim zdravilom, ne bo to čez noč delovalo, to na mesece, na leta, da zdravila začnejo učinkovati. In moram reči, da smo, po moje, eni izmed boljših v Evropi, ki imamo to dobro urejeno. Kot skrbnica, mlada sem se srečala že s tem in kar nekaj izkušenj imam že za sabo.
Pa še zmeraj vsega ne vem. Ta gospod Parkinson zna včasih tako presenetiti, da tudi mi nismo pripravljeni na to. Moramo gledati tudi nas, da si pomagamo, da se med sabo delimo izkušnje, da si kdaj tudi privoščimo kakšen počitek, brez slabe vesti, kot zmeraj pravim, da se posvečamo tudi zdravim, ne samo bolnim. Ne smemo na to pozabiti, ker bolniki so včasih, oprostite izrazu, egoistični, gledajo samo na sebe, ampak to moramo vzeti na stran. To bolezen dela, bolezen gre svojo pot. In pri tem, če je človek skrbnik, negovalec, seveda ne sme pozabiti tudi nase, kaj ne? Absolutno. V prvi vrsti je bolnik, to vedno, ampak takoj zatem je pa tudi skrbnik. Se stroši, se mu spraznijo baterije. Vsak si mora nekaj najti, da sebe dviga, da si daje moč. Že en sam pogovor z nekom, pa ni treba, da se pogovarja od bolezni, treba je čisto drugo reči pogovarjati se. Da se nekomu lahko zjoče. Včasih rabiš samo en objem in ta objem pomeni ogromno. Predvsem pa družina, da ti stoji ob strani. Jaz imam izredno dobre prijatelje, sorodnike, ki jih ne bomo mogli zaobjeti za nobenega. Vsi so se soočali s to boleznijo, s to boleznijo živimo že 39 let. Res okolica, da te sprejme, to je pol zdravljenja.